Mati, bratje in sestre, hoče mesta zdrave in zdaj. Sovražimo iz dna duše komunizem in odločno zavračamo njegove bolševiško-judovskim in bogataškim blatom plačane zločinske hlapce in oprode, ki hočejo na preliti slovenski krvi in na požganih domovih ustoličiti sovjetsko oblast. Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes se bomo posvetili eni najbolj zanimivih, a najmanj poznanih enot slovenskega domobranstva, drugemu udarnemu domobranskemu bataljonu, ki je med drugo svetovno vojno deloval kot specializirana formacija za protigverilsko bojevanje. V zgodovino se je zapisal kot Rupnikov bataljon, po svojem poveljniku Vuku Rupniku. Njegova zgodba je zgodba o organizaciji, disciplini, vojaški izurjenosti in nenazadnje o razpletu tragedije, ki je doletela mnoge njegove pripadnike. Bataljon je bil ustanovljen 16. maja 1944 pod okriljem organizacijskega štaba slovenskega domobranstva. Sprva se je imenoval bataljon Vest, njegovo središče pa je bilo v Rakeku. Sestavljen je bil iz več častniških in strelskih čet, med njimi 17., 47. in 112. četa ter težki strojnični vod. Kasneje se je struktura nekoliko spremenila, vendar je osnovna bojna sestava ostala podobna. Bataljon je že ob ustanovitvi postal znan po tem, da so ga urili nemški inštruktorji, med njimi tudi tisti, ki so imeli izkušnje iz bojev na vzhodni fronti, predvsem v Ukrajini. Njegova naloga je bila, da domobrance naučijo taktik, primernih za boj proti partizanskim enotam v gozdovih in razgibanem terenu Slovenije. Poveljnik bataljona je bil Vuk Rupnik, sin generala Leona Rupnika. Bil je uradno izšolan častnik, izkušen v služenju v kraljevi vojski in pozneje v MVAC. Pod njegovim vodstvom je bataljon postajal vse bolj prepoznaven kot učinkovita in dobro organizirana bojna enota. Rupnik je močno poudarjal disciplino, red in stalno urjenje. Bil je tudi zelo zahteven, zavedajoč se, da le popolna usposobljenost lahko zagotovi uspeh proti gverilskim partizanom. V 6 tednih po ustanovitvi so pripadniki bataljona opravili naporno vojaško urjenje. Urili so se v hitrih pohodih, postavitvi zased in protiminskih tehnikah. Urili so uporabo težkega orožja, koordinacijo, ogenj podpore, izvidništvo in komunikacijo. Opremljeni so bili predvsem z italijanskim orožjem, ki je ostalo po kapitulaciji Italije. Puške Mannlicher, Carcano, brzostrelke Beretta, mitraljez Breda in Fiat Reveli ter minometi različnih kalibrov. Vuk Rupnik je večkrat izrazil nezadovoljstvo na to opremo in si prizadeval za pridobitev nemškega orožja, saj italijanska oprema ni ustrezala zahtevam intenzivnega bojevanja. Bataljon je večino časa deloval v Notranjski in Dolenjski, predvsem na območjih Rakeka, Cerknice, Martinjaka in Ribnice. Tam so izvajali številne protigverilske akcije, pri čemer so napadli partizanske postojanke, varovali komunikacijske poti in sodelovali v obkolitvah nasprotnikov. V drugi polovici leta 1944 so bili v akcijah skoraj neprekinjeno. Kljub temu, da so uradno še vedno delovali pod nemškim poveljstvom, je Rupnikov bataljon deloval z visoko stopnjo avtonomije. Bil je namreč edini domobranski udarni bataljon, ki je ostal v celoti slovenski, brez neposredne prisotnosti nemških častnikov na terenu. Ob koncu vojne se je situacija močno spremenila. Nemške sile so se začele umikati, podpora domobranskim enotam je začela pešati. Partizanske enote pa so pridobivale na številčnosti in samozavesti. V začetku leta 1945 je bil bataljon preštevilčen v 5. bataljon slovenskega domobranstva in postopoma izgubljal svojo bojno moč. Zadnja večja akcija bataljona je bil preboj pri Borovljah 11. maja 1945, kjer so se poskušali prebiti v britansko zasedeno območje na Koroškem.
Večina pripadnikov bataljona se je predala britanskim silam v upanju, da bodo prejeli azil, a zgodba se je za mnoge končala tragično. Zaradi političnih dogovorov in napačnih ukazov so bili številni domobranci prisilno repatirani nazaj v Jugoslavijo, kjer so jih čakale kazenska taborišča in povojna povračila. Mnogi so bili ubiti brez sodnega procesa. Najbolj znan in pretresljiv primer je množični pokol v Teharjah. Sam Vuk Rupnik se je uspel izogniti tem represijam. Prek Avstrije se je umaknil v Argentino, kjer je živel do svoje smrti leta 1975. Zgodba Rupnikovega bataljona je zgodba o elitni enoti slovenskega domobranstva. Formacija, ki je nastala z jasnim vojaškim ciljem, dobro usposobljena in disciplinirana, a zavezana k napačnemu sistemu. Danes se zgodovino obravnava skozi različne načine. Eni jo vidijo kot učinkovito vojaško enoto, drugi kot del tragičnega kolaboracionizma. Ne glede na to, kako gledamo nanjo, pa ostaja pomemben del slovenskega prostora in opomin, kako zapleteni in usodni so bili časi druge svetovne vojne. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.